svetniki, člani in mali sodelavci, občinska uprava, gospa direktorka, Gordnje-Savskega muzeja, sedma sila, razpravljalci, snemalci, lep pozdrav v moji strani na 21. seji občinskega sveta v 6. mandatu v sredo 13.12.2017 ob 17. uri v dvorani Slovenskega planinskega muzeja. V čast mi je, da lahko sejo naredimo enkrat po dolgem času tudi v moji strani, v našem Slovenskem planinskem muzeju. Vse bolj razvijajo oči v planinski turizem, vse vasici Mojstrana in seveda tudi majhen višji Bežič-Dovje. Za ta današnji sklic in sejo predlagam sprejem zapisnika prejšnje seje in kot priloga gradivu ste tudi dobili zapisnik, bi vas kar prosil, če bi obravnaval prvi, če kdo želi razpravljati. Odkolikor ne bi prosil, če kar glasujemo o zapisniku prejšnje seje. 16 za. Hvala. Preden preidemo na dnevni red, bi še enkrat povabil direktorico Gordnje-Savskega muzeja Ireno, da nam mogoče s parom besedam zaželi, kaj si že izpolnila. Hvala lepa. Torej, spoštovani gospod župan, svetniki, vsi prisotni, iskreno dobrodošli v Slovenskem planinskem muzeju, ki je del Gordnje-Savskega muzeja Jesenice, katerega soustanoviteljica je tudi občina Kranjska Gora. Kot že napovedano, iskreno dobrodošli pri nas in dovolite mi, da vam ob tej priložnosti, to je letošnja zadnja vaša seja, koledarsko leto se namreč izteka, da se vam zahvalim in sicer za to, namreč leta 2017 je Slovenski planinski muzej zaznamovalo s pestrim, dobro izvedenim programom in nenazadnje z 2 odmevnima priznanjima. In sicer smo v mesecu maju je Slovenski planinski muzej za pobeg v bivak prejel Valvazorjevo priznanje Slovenskega muzejskega društva. V mesecu septembru pa smo od Foruma slovanskih kultur med 300, torej to je Združenje slovanskih muzejev, med 22 muzeji iz 19 držav prijeli najvišjo nagrado Živa, ki jo imamo tudi v naši avli, in listino oziroma to priznanje sem že izročila še v naslednjem tednu, ko smo nagrado prijeli našemu županu, gospodu Janiju Provadu, in z željo in z namenom, da se zahvalim za to, da soustvarjamo, da prisluhnete našemu programu, da omogočate naše delo in da podpirate naš program tudi naprej. Iskrena hvala torej vsem še enkrat. Za prihodnje leto pa imamo izdan že take koledarček z dogodki in prireditvami v naših muzejih od Rateč do Jesenic. Dobrodošli in uspešno delo. Ja, tega razam. Najlepša hvala direktorci, gospe Ireni Benedičič. Verjamem, da vsi še kako dobro vemo, da je Gordnje-Savski muzej in seveda tudi matični planinski muzej v moji strani, Slovenski planinski muzej, z delovanjem pokazal, da je zadeva pač odlična, da pije vodo in da je treba stvar samo še nadgrajevati, pomlajevati, dodajati. In jaz mislim, da občinski svet občine Kranjska Gora, pa tudi jaz kot župan, na dobre predloge vsekakor ne bomo zatisnili oči in da bomo še naprej prisluhnili vašim idejam, mogoče bomo tudi kakšno sami dodali in seveda Slovenski planinski muzej naredil še
bolj atraktiven, bolj dostopen, bolj ljudski, bolj turističen in nasploh še boljši. Tako da vsekakor se vam pa zahvaljujem in vam čestitam za vse te dosežene lovorike in seveda predvsem za ugled v Sloveniji in za mestu, ki ga pač ta muzej ta moment uživa. Hvala. Bi pa kar prešli na dnevni red današnje seje. Dnevni red vsebuje 10 točk in sicer prva točka letni program športa občine Kranjska Gora za leto 2018, druga točka letni program kulture občine Kranjska Gora za leto 2018, tretja točka sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občine Kranjska Gora za leto 2018, četrta točka sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč občine Kranjska Gora za leto 2018. Peta točka se govori o odpovedi pogodbe o upravljanju in oddaji prostorov uporabo za poslovno stavbo na naslovu DO1 za imenovano Parkator. Šesta točka odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2018 v drugi obravnavi. Sedma točka poročilo o delu sveta glasila za leto 2017. Osma točka končno poročilo o upravljanju nadzoru nad poslovanjem turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se nanaša na financiranje strani občine Kranjska Gora v letu 2016, ter 9. točka vprašanja in pobude ter 10. informacije. Z dnevnega reda umikam točko številka 5 in sicer zaradi sklepa odbora za prostorsko planiranje, ki predlaga, da se imenuje komisija, bom kot župan imenoval posebno komisijo, ki bo še enkrat pregledala celotno dokumentacijo in potem točko uvrstimo na dnevni red ene od naslednjih sej. Jaz mislim, da je predlog konstruktiven in zaradi zahtevnosti tudi upravičen. S tem pa dajem tudi na glasovanje spremenjeni dnevni red. Prosim, če glasujete. 16 za. Hvala. S tem bi kar prišli na današnjo sejo in prvo točko. Letni program športa občine Kranjska Gora za leto 2018 nam bo predstavila gospa Vlasta Stomalc-Rabič, naša sodelavka za to področje. Lepo pozdravljeni. Zakon o športu določa pač, da morajo lokalne skupnosti svoje letne programe športa potrditi v občinskem svetu, tako da tudi v letošnjem letu pač ta letni program športa obravnavamo na današnji seji. Kot sem že napisala v gradivu, je zakon o športu, ki je začel veljati junija, določil, da bo pač treba spremeniti podzakonske akte, kamor sodi tudi odlok o izvajanju letnega programa športa, tako da bomo v naslednjem letu sprejemali že ta odlok. V letošnjem letu pa pač, ker še imamo čas do junija, sprejemamo ta lokalni program športa po starih pravilih. Zdaj pač letni program športa izhaja iz predloga proračuna za leto 2018. Kot ste videli v gradivu, je 520.764 evrov namenjeno za izvajanje letnega programa športa v občini Kranjska Gora za leto 2018. Od tega je 189.174 namenjeno za izvajanje same dejavnosti, kar 331.590 pa za različne investicije. Dejavnosti in programi se bodo pač razdelili po starem odloku o pravilniku o načinu za razdelitev sredstev. Te pogodbe bodo pa sklenjene z vsemi športnimi društvi, ki bodo pridobila sredstva v proračunu. Zdaj ne vem, če imate še kakšno vprašanja, pa je vse lepo razdeljeno samo gradivo, tako da ne. Hvala, Vlasta. Odpiram razpravo na prvo točko.
v kolikor dni razprave bi dal sklep na glasovanje. Sklep pa se glasi: Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme letni program športa občine Kranjska Gora za leto 2018. Prosim, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala. Predlagam, da pridemo na drugo točko dnevnega reda, ki govori tudi o športu oziroma o kulturi. Letni program kulture občine Kranjska Gora za leto 2018 pa še zmeraj predstavlja vlastno. Podobno kot zakon o športu, pa zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo pač določa, da z letnimi programi kulture pač izvajamo javni interes za kulturo, to pa s tem, da zagotavljamo kulturne dobrine kot javne dobrine in pa da načrtujemo in gradimo oziroma vzdržujemo javne in kulturne infrastrukture. Občina pač zagotavlja po zakonu, po katerem je nujno, da zagotavljamo sredstva za knjižničarstvo, za varstvo kulturne dediščine in arhivske dejavnosti, podpira ljubiteljske kulture in ostale programe, to pa pač v okviru svojih možnosti. Knjižničarstvo je po zakonu določeno, tako da veste, da imamo pač občinske knjižnične senice, ki za nas v vseh naših lokacijah popravlja knjižnično dejavnost. Letni izvedbeni program kulture prav tako izhaja iz predloga proračuna za leto 2018. Za programe, kar se tiče kulturnih društev, bo izveden javni razpis, zavodi sklenemo pogodbe. Imamo nekaj sredstva namenjeno tudi za vzdrževanje kapelic in pa za ljudski dom, ki je pač tudi naša javna infrastruktura na področju kulture in pa za kulturni dom na Dovi, ki je prav tako javna infrastruktura na področju kulture. Skupni znesek za izvajanje teh kulturnih programov in dejavnosti po letu 2018 znaša 543,656 tisoč evrov. Hvala. Bi kar odprl razpravo. Kolikor ti razprave prihajam na sklep. Sklep se glasi naslednje. Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme letni program kulture občine Kranjska Gora za leto 2018. Prosim, če glasujete v predlaganem sklepu. Hvala, Vlasta. Tretja točka govori o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora za leto 2018, pa bi Alojz Jakl nam to na kratko predstavil. Ja, hvala lepa. Lep dober večer. Zdaj, že kar nekaj zadnjih let nas vlada heca z novim zakonom o nepremičninah. Po nepremičninah tega zakona še ni, ga verjetno še ne 2 leti ne bo. Zato je potrebno sprejeti izhodišča obstoječih inštrumentov obdavčitve. To je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in v skladu z odlokom je potrebno valorizirati točko, ki se valorizira glede na rast življenjskih potrebščin in ta rast je bila v obdobju oktober 2016 do oktober 2017 za 1%. To pomeni, da za 1% bodo odmere v prihodnem letu više kot v letošnjem letu. Hvala Lojzu. 1%, boljš knač, pa slabši po 2%, ampak odpiram razpravo na to točko. Kolikor ni razprave, kar prebral sklep, ki se glasi: sprejme se sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora za leto 2018. Pa bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala. Prihajamo na 4. točko. Spet nam bo na kratko točko predstavil Alojz Jakl in govori
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Kranjska Gora za leto 2018. Povprečna gradbena cena stanovanjske površine je izhodišče za izračun davka na premoženje. Ta cena se valorizira v skladu z indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki jo objavlja Gospodarska zbornica Slovenije in je v tem obdobju, to se pravi oktober 16 do oktober 17, znaša 3,4%. Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč pa služijo sodnim civilcem pri izračunu vrednosti stavbnih zemljišč. Tako so cene valorizirane z 3,4%. Hvala, Lojzo. Bi kar odprl razpravo na to točko. Koliko ni razprave, bi spet kar prebral sklep, ki se glasi: sprejme se sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Kranjska Gora za leto 2018. Prosim, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala, Lojzo, za razlago točk. Prehajamo na točko številka 6, kjer bom povabil na obrazlago Moniko iz oddelka za finance. Govori pa o odloku o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2018 v drugi obravnavi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj v času 15-dnevne obravnave so predlog proračuna obravnavali odbori in krajevne skupnosti. Pripombe na predlog je podala krajevna skupnost Ruta Gozmartuk Srednji Vrh in krajevna skupnost Dovje Mojstrana. Pripombe krajevne skupnosti Ruta Gozmartuk Srednji Vrh. Prva pripomba ureditev igrišča v Gozmartuku, ureditev za prostora za drsališče. Stališče župana je, da se najprej dogovori predlog med sekcijami v kraju, potem pa nadaljujemo s predlogom za proračun. Naslednja pripomba je za cesto naselje pod Hribom, da je v zelo slabem stanju. Stališče župana je, da se bo cesta uredila v dogovoru s komunalom. Glede vzdrževanja poti k Martuškim slapovom je bil predlog, da se sredstva povišajo. Stališče župana je, da bomo sredstva povišali, če bo potrebno. Potem je predlog za ureditev dodatnih parkirišč na območju Ferate. Stališče župana je, da se bo 4 do 5 parkirišč uredilo na desnem bregu Trnika, zato se bodo najprej pridobila ustrezna dovoljenja. Krajevna skupnost tudi predlaga ureditev območja Kopiša. Predlog stališče župana je, da krajevna skupnost poda predlog oziroma idejno zasnovo na občino. Potem predlagajo, da se tudi počivališče za kolesarje pri obeležju Jureta Robiča uredi, sicer parkirišče za kolesarje in osvetlitev obeležja. Stališče župana je, da se bo stojalo za kolesa postavilo osvetlitev ne. Krajevna skupnost tudi predlaga ureditev vhoda v Gozd Martuljk. Župan ima stališče, da se najprej dogovori s turizmom in idejno zasnovo predloži na občino. Naslednji predlog je tudi okrasitev obeh kolesarskih motostov pri Špiku in na Taprah in sicer pač osvetlitev. Stališče župana je, da je najprej potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja, posvetovati o možnosti. Potem pa je še predlog za stavbo gasilskega doma, da se dodajo sredstva za notranje pohištvo. Stališče župana je, sredstva smo dodali v predlog druge obravnave proračuna.
Potem je imela krajevna skupnost Dovja Mojstrana tudi 3 predloge. In sicer prvo je bila želja, da se projektu izgradnje vrtca v Mojstrani dopiše časovnica. Pojasnilo je, da se v letu 2018 ureja projektna dokumentacija, od leta 2019 do 2021 pa je plan fazne gradnje. Naslednji predlog je, da se v Stari Mesnici uredi infotočka odprtega tipa. Stališče župana je, da se govori s turističnim društvom Dovja Mojstrana in prouči možnosti. In pa zadnji predlog, da se v letu 2018 dokončata Kurirska in Boldova ulica v Mojstrani. Stališče župana, ulica Janeza Bolde se bo preplastila, ko se bo uredilo lastništvo. Za del Kurirske poti pa je že v fazi urejanja. Ostali odbori in krajevne skupnosti niso imeli pripomb na predlog, tudi amandmajev ni bilo vloženih. Zdaj v drugi obravnavi so se povišali odhodki, največ zaradi prenosa planiranih sredstev za leto 2017, za stvari, ki so že izvedene, pa bodo plačila v leto 2018, nekateri projekti pa so se delno že izvedli, delno pa se bodo zaključili v leto 2018. Nekaj postavk smo po navodilu Ministrstva za finance tudi preimenovali oziroma dodali. Vse te predloge imate v preglednici za celotno drugo obravnavo. V skupno so se odhodki zvišali za 491.629 evrov, prihodki pa za 5.890, kar pomeni, da presežek odhodkov nad prihodki zdaj v drugi obravnavi znaša 2.562.718 in se bo ta presežek pokril iz ostanka preteklega leta. Hvala, Monika, za predlago proračuna in sprememb. Prejeli nismo nobenega amandmaja in je kar prešel na sklep in oziroma glasovanje druga branja proračuna za leto 2018 in bi kar prebral dikcijo. Sprejme se proračun občine Kranjska Gora za leto 2018 in načrt razvojnih programov za obdobje 2018 do 2021. Bi prosil, če glasujete o proračunu. 14 za, 2 proti. Hvala. Prehajamo na točko številka 7, ki govori o svetu glasila Gornjesavc, in sicer je to poročilo za leto 2017, pa bi prosil kar našo novinarko, gospod Marijano Ahačič, če predstavi to točko. Tudi jaz bom malo kratka in si predstavljam, da z Gornjesavca redno berete, prelistate, pogledate. Kaj se dogaja na Gornjesavcu? Sprot predebatiramo na časopisnem svetu, ki se parkrat na leto sestane. Poleg tega sem v rednih kontaktih s predsednikom časopisnega sveta Stanekom Jaknom, tudi tukaj. Tako da sem mislila, da bi vam samo na kratko novosti predstavila. In tista novost, ki je najbolj zaznamovala letošnjo leto, je bilo to, da se je iztekla dosedanja pogodba z Gorenjskim glasom. Občina je podpisala novo za obdobje marca 2017, za obdobje 4 let, in s podpisom nove pogodbe smo šli tudi na novo, majčko spremenjeno obliko z Gornjesavca, se opravičujem. In sicer, mogoče samo, da na kratko opišem glavne spremembe. Prva je ta, da na leto izide 12 številk in ne več 11 kot do zdaj, kar pomeni, da imamo eno številko časopisa tudi novembra, ko jo do zdaj nismo imeli. Načeloma časopis izhaja, se veste, vsak prvi petek
v mesecu, ponovno zdaj na 32 straneh, malenkost manjšega formata, kot je bil prejšnji, ampak prej smo izhajali na 16 straneh. Že od enega leta prej, to se pravi, mislim, da od leta 2016 je novost literarna priloga, ki jo v sodelovanju, v bistvu pripravlja uredništvo za literarno prilogo, to so pa gospod France Voga, Franci Koražija, pa Matjaž Gracer, jaz sem tista, ki potem tehnično zadevo vnaprej speljem. Ta priloga izhaja 3-krat na leto na 4 straneh. Pa še ta je novost, no, da prej so dobili Zgornjesavca so dobila izključno gospodinstva v občini Kranjska Gora, zdaj časopis izhaja tudi kot priloga časopisa Gorenjski glas, kar pomeni, da jo dobijo vsi naročniki in vsi kupci Gorenjskega glasa, kar pomeni, da je bistveno večja tudi naklada časopisa, 19.230 izvodov. Verjetno vas bo zanimati tudi, kako je z oglaševanjem. Po pogodbi je dovoljenega 15% prostora za oglase, ampak konkretno vseh teh letih, kar sem jaz urednica, to je pa zdaj že skoraj 10 let, bi rekla, smo vedno tam nekje na tretjini. Kar bi rada poudarila je mogoče to, da prav zmisli na vse tiste, ki potencialno berejo Gorenjski Zgornjesavca, tudi pripravljamo tekste in sicer novice, članke za domačine, za obiskovalce, oziroma turiste. Vi veste, da sta julijska pa decembrska številka so 3 povzetki 3 člankov, še v angleščini, nemščini pa italijanščini. Pa zdaj ponovno tudi pravzaprav prispevki, ki so objavljeni v Zgornjesavcu, širše obveščamo bralce po Gorenjski, kaj se v občini Kranjska Gora dogaja, ker pač dobijo zraven kot časopis Zgornjesavc. Mogoče samo še to na kratko, da ocenjujem, da dobro sodelujemo z veliko večino akterjev v občini, od turizma do društev, izpostavila bi tukaj in se zahvalila občinski upravi, s katero smo redno na vezi in mi pomagajo, kadar potrebujem podatke za iztočnice, za članke, prav tako javni zavodi in drugi. To sem že povedala, da moje delo redno spremlja časopisni svet. Z gospodom Jakljem se lahko, kadar za kakšno stvar ne vem čistočno, kako bi se obrnila, no, tudi pogovorim. On da na svet, pove svoje mnenje, za kar sem hvaležna stane. Mogoče samo še to, da so ustvarjamo časopis poleg mene še Karmen Sluga, novinarka, ki je tukaj domačinka iz Kranjske Gore, pa Janko Rabič, ki je tudi dolgoletni novinar in zelo, zelo dobro pozna in ljudi in dogajanje v občini. Tako jaz mislim, bo tudi naprej. Tako da z moje strani, če bi rabili še kakšen odgovor, kakšno vprašanje se bom pa razvolila. Hvala, Marjana. Mogoče ima kakšno vprašanje za našo novinarko glede glasila. Lahko samo eno kratko vprašanje. Se bo kratko vprašanje. V dokumentu oziroma poročilu piše, da je namenjeno 50% prostora oglaševanju. A smo vas prav razumeli, ko ste rekla 15 ali 50? Se opravičuje, 50 je pravilno. Malo imam treba, ker nisem navajena predvajati tole nastopa. Nismo tako grozni. 50, ampak te številke res dejansko nikoli ne dosežemo. No. Jaz sem šla, ko sem pripravljala poročilo, sem šla prav malo to po časopisih, po vseh 12 številkah pogledati, polistala sem, poštela strani in tam do 1/3 približno pridemo, več pa nikoli. Tako da se jaz ne vem, se verjetno tudi vi polistate, pa imate občutek, da je tukaj za prebrati, ne samo, da niso nikako ne prevladujejo v časopisu občinsko reklamo. Hvala. Ma še kdo mogoče kakšen pomislek, idejo, predlog? Tudi povabimo, da kaj napišete, svetniki, kakšno informacijo.
Lahko tudi kakšno pesemco ali pa porozo. Lahko tudi župana pohvalite ali pa ga pograjate. Lahko pa tudi kakšen predlog date. Tako da jaz mislim, da naj bo to res tist domač cajtank sprejet strani svetnikov pa predvsem občanov. Mislim pa to, da ga ne bi brali, da ni bojazni, da je zelo bran in da je zelo odmeven. Iz zanesljivih virov vam povem, da ogromno ljudi bere ta naš Zgornji Savs. Jaz imam samo en pomislek, župan, zakaj treba 19.000 izvodov? To se je to spomnil, meni se to zelo veliko zdi. A bere 19.000 ljudi časopis? Številka 19.000 gre na račun tega, da je vsaka številka Zgornje Savca, ki gre načeloma v vsa gospodinstva v občini, poleg tega še priložena časopis Gorenjski glas. Meni se to zdi preveč. Ja, to pa... Kdo se je to odločil? Vi uredništvo verjetno? Ne, to se je odločil časopisni svet. Mogoče, če smem, prvi, ki se je začel pogovarjati o tem, da bi se časopis Zgornja Savca odpiral širše, je bil prejšnji predsednik časopisnega sveta podžupan Janša. Zdaj pa Stanko Jaklič, tako da če mogoče bi videla, povedala odkot in zakaj te ideje, da bi, mislim pa, da tudi kar se tiče cene, je ta oblika, ki jo imate zdaj, zaradi oblike, načina tiska, toliko cenejša, da ni bistvene razlike v ceni, skupni ceni prejšnjih, pa zdajšnjih. Čisto natančne številke pa bom težko povedala, lahko pa poiščem, pa je pa mislim, da to v pogodbi z občino zapisati. Najlepša hvala. Bogdan se javil besedi za njemu, pa gospod Jakar. Se je Stane tudi sodeloval v prejšnjem mandatu, tako da primarjana povedala za skoraj isto ceno, da bi imel 10krat večjo naklado. In v bistvu osnovni namen je bil, da razširimo novice, bom rekel, izven območja občine Kranjska Gora, da se čim več ljudi na Gorenjskem, da tudi druge seznam z delom na zakljivnosti. V bistvu nas ne sme biti sram, moramo biti ponosni na vse to, kar naša društva pa občina pa vsi skupaj počnemo, zato da v bistvu gremo korak po korak naprej, tako da v bistvu ta osnovni namen je bil dosežen. Jaz mislim, da ni nič narobe, mogoče še smo treba razmišljati, da kakšno pošiljko pošljemo čez mejo na Koroško, vsaj pa da še kar pogledajo Zgornje Savca. Hvala Bogdan. Mislim, da je res dober predlog ta, da ga jih pošljemo mogoče kar nekaj izvodov čez, mogoče vsaj na naslove zamejskih občin, pa tukaj Trbiža, mogoče na Boljeta in dol do Pontebe, tako da se strinjam. Stanko Jaklič. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Ja, v vseh teh letih smo se trudili že v prejšnjem sklicu, da bi časopis probali razširiti, kot je Bogdan rekel, na celotno Gorenjsko in to nam je zdaj v tem mandatu tudi uspel, tako da ga dobijo res vsi odjemalci Gorenjskega glasa in s tem pridejo sama promocija občine, kulturnih društev, vse, kar se dogaja, turizma, tudi okolj po Gorenjski in tudi širše in tako tudi dobimo tudi na ta račun več odziva, več ljudi pozna naše delo in našo dejavnost v občini, tako da se mi zdi, da je to zelo dobra pridobitev za sam Zgornji Savci in za samo občino. Hvala za pojasnila. Obema, pravzaprav. Mogoče še kdo, koliko ne, bi šli kar na sklep. Hvala. Sklep se glasi. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o upravljanju nadzoru. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o delu sveta glasila za leto 2017. Prosim, če glasujemo, podlagamo sklep. 16 za. Najlepša hvala, Marjana.
Prehajamo na točko, ki sem jo že skoraj potrditev dal. In sicer 8. točka je pa končno poročilo o upravljanju nadzoru nad poslovanjem turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se nanaša na financiranje strani občine Kranjska Gora v letu 2016. Gradivo in vse ste dobro, verjamem, da ste ga pregledali, da bi kar prešli na to 8. točko, na predlog sklepa, ki se glasi. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o upravljanju nadzoru nad poslovanjem turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se nanaša na financiranje strani občine Kranjska Gora za leto 2016. Prosim, če glasujemo predlaganem sklepu. Lipnen za. Hvala. 9. točka, vprašanje in pobude. Mogoče svetniki imate kaj za razpravljati. Franci. Ja, glede na to, da smo imeli zdaj 2 dni nazaj eno hudo uro, zdaj me zanima, smo dosti pripravljeni, zdaj smo imeli srečo, ni večer, da bo zmeral. Ker narava nas pa zdaj maha začeva boha pa še. Ja, Franci Kleban je dobro vprašanje postavil. Mislim, da bi tukaj mogoče kratko poročilo lahko dal naš šef civilne zaščite, Blaž Lavtižar, ki je bil aktiven tele dni na terenu, mogoče bolj operativno poročilo, vizijo pa samo finančno konstrukcijo pa pač za naprej bi pa mogoče jaz. Ja, v teh 2 dneh smo dovolj veliko količino padavin na našem področju občine. Tudi velik veter je bil, tako da smo imeli na par odkritih streh, par poplav, vse skupaj smo imeli 16 intervencij, skupaj se sodelovalo 120 gasilcev, podrtih dreves je bilo 15, kar smo reševali 3 odkrite strehe, 6 ali 7 zalitih hiš. Mislim, da so se gasilci, prav tako pa komunala, ki je bila veliko pomoč gasilcem, zelo dobro utrezala. Rešili smo vse premoženja, ogroženih življenj pa ni bilo. Mislim pa, da je stanje hudournikov pa vodotokov zaskrbljujoče, ker so neočiščeni, da bi mogli pa pristojne službe ukrepati. Najlepša hvala. Tukaj moram povedati, da občina kar znatna sredstva že namenja za čiščenje vodotokov, da je včeraj tudi interventno se sanirala zajedek, se je naredila nasprot hotela Špikin, ki je ogrožala v bistvu kanalizacijski glavni vod proti čistilni napravi iz Kranjske Gore in pač saniranje bilo do te mere, da se pač škoda ne nadaljuje in da se ne veča. Bo pa zadeva seveda tudi ta dež in te dni upajmo, da bojo uvrščeni v AJDO oziroma kot naravna nesreča, katastrofa in da se bo lahko tudi iz tega načina oziroma iz teh sredstv državnih za pomoč v naravnih nesrečah kakšna stvar, ki je bila povzročena in uničena, sanirala, kar pa pač se nam bo dalo, bomo mogli pa iz svojega proračuna. Tukaj res te hudourniki manjši, ki pač povzročajo preglavico v vaseh, v izlivah, v večje reke, tako da to pa že delamo in bomo tudi nadaljevali. Jaz se tukaj na današnji seji pač tudi zahvaljujem, izrabil bom priložnost, da res pohvalim tako civilno zaščito in gasilce, ki so z vso razpoložljivo tehnično opremo in seveda
sredstvi reševali imovino in tehnične stvari občanov. Hvala Bogu, da ni prišlo do ogrožanja življenj. Tukaj smo jo odnesli predvsej boljš kot naše sosednje občine v naši okolici in vse, kar se je naredilo, pač je bilo pač obžalovanja vredno, ampak je pa kljub vsemu velika sreča, da ni bilo kaj hujšega, ker dotok in te vode meteorne so bile res izdatne in količinsko in vodotoki so bili izredno narasli. Tako da, če bi še kdo kaj vprašal, mogoče v smeri teh zadev ali pa tudi kaj drugega, točka je odprta. Jure želel? Ja, člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so opozorili, da v letošnjem letu niso bila primerno vzdrževana otroška igrišča strani komunalne Kranjska Gora. Že samo po sebi, kar nekaj spodbudno ugotovitev, ampak glede na to, da se ljudje sprašujejo, kje vse komunala dela, ko ne dela stvari, ki jih mora delati za občino, imam dve vprašanji. Eno, bom prosil, da do naslednje seje pripravite eno poročilo. Tudi na to so me opozorili občani, sem bil malokrat po dolini dol skozi penal, ampak so rekli, da se komunalci največ ukvarjajo s košenjem zelenic tam okrog Topolina. Bom prosil za zadnja 3 leta eno poročilo, zdaj bo že leto 2018, bomo imeli naslednjo sejo, koliko je bilo strani komunale, občine pa Turizma Kranjska Gora porabljenih sredstev za investicijo, vzdrževanje in popravljanje vstopne točke oziroma vstopnega centra Topolino. Drugo vprašanje, pa je tudi vprašanje za komunalo, pa ni sicer aktualna tema, glede na to, da vsi upamo, da se ukvarjali z zimsko službo, ampak vseeno okrog čistilne baze oziroma okrog komunale so podrli oziroma odstranili približno 2 metra visoko živo mejo, ki je zastirala pogled na čistilno napravo Table in to živo mejo zamenjali s novo živo mejo, ki je visoka približno pol metra, pa me zanima, v čem je razlog, da je do tega prišlo. Samo to. Hvala. V bistvu, kar se tiče komunale, direktnih odgovorov res ne moram dati, bo pa občinska uprava odgovorila pismo, tako na prvo kot na drugo vprašanje, da je vprašanje tudi, kar se tiče teh cipres, mislim, da tukaj od nas noben ne ve, zakaj točno se gre, ampak mislim, da bo to lahko do druge seje obrazloženo. Štravs, Katarina? Jaz bi tle samo odgovorila Juretu, da na našem odboru smo se pogovarjali predvsem o igralih v Ratečah. Ostala igrala, mislim, da so kar urejene v Ratečah, nekaj ni bilo prebarvano in zato se gre načkaj drugega. No, hvala za obrazložitev. Jaz mislim, da je igrala kar, da so zmeri večji ponos, da tudi tu lasta kot referent za socialno in šport dobro skrbi, da imamo vzdrževalca, ki ni komunala oziroma certificerja, ki vsako letno pregleda igrala in jih certificira, kajti brez njih seveda ni dovoljenja za obratovanje teh igral, če pa verjetno kakšna stvar ostala neprebarvana, pa upam, da bo to komunala mečkam bolj resno zagrabila, oziroma podizvajalci komunale, ker ne vem, imajo kakšnega
sliko pleskarja, ali to sami delajo, tele nisem dost. Boš pa dobil odgovor glede tega barvanja. Tako piše zapisnik. Še kdo? Vesna Kovačič. Ja, jaz bi pa samo vprašala, hvala lepa. Jaz bi pa samo vprašala, glede na to, da vsi poročevalci predstavljajo svoja poročila na občinskih sejah, bi pač malo apelirala tudi na nadzoren odbor, da včasih bi kakšne stvari mogoče vprašali, tudi drugi svetniki verjetno to pogrešajo, pa da bi kakšne zadeve nam malo predstavili, ne samo, da se s poročilom predstavimo. Tako da mogoče glede na to, da smo zdaj za odbor za prostorsko projektiranje apelirali tudi na nadzoren odbor, da pač poda svoje mnenje, stališče glede 5. točke, ki je bila danes umaknjena, bi bilo fajn, da bi tudi vsem svetnikom to predstavili, kar so ugotovili, pa da bi jih imeli možnost tudi pač karkoli povprašati. Hvala lepa. Ja, hvala. Sicer načelno na poročila nadzornega odbora ni razprav, ampak vsekakor se pa strinjam, da bi bilo fajn, da se kdaj kakšen poročevalec udeleži seje občinskega sveta, se strinjam. Tako da bomo to prenesli. Hvala. Še kdo? Kolikor ne, informacije nima občinska uprava, mislim, da nobene informacije. Kolikor ne, mislim, da je 21. seja občinskega sveta v 6. mandatu 13.12. zaključena, ker je veseli december spet slišem Božička. Mislim, da je to tradicionalen. Ja, točno se mi zdi, da je isti zvon in tako. Ja, dobro večer, Božiček, ja se isti. A se da pa zdaj prišel? Ja, pa prvi stik pa lanski, sam po manj sem mal vsak let mlajši, dober si. A sprav svince. Viš pa, demenca, vanjske se ti pozamu, ampak na vrhu da viga imam vsak let za pa tudi za let nas bom nekaj prinesel. Ampak, povej. Pa da vpoč imam, tega pa nisi še nas spet videl. Zdaj pa povej, da fajn zvoni. To so pa tudi ukazali. Tega, to me pa prinesel, iz danjega Nepala. Ja, bravo, Božiček. Enkrat Nepala, enkrat svinske zdravljenje, tako da... Daj pa boš z Nepala, ne vem kako. Dobro si, Božiček. Pa ne vem, če bi mi kaj še pomagal. Jaz upam, da se drug let spet vidimo na tem mestu, kako? Ja, kaj pa ne? Upam, da bom še. No, to je besura. Da ne bojo drug let, kakšnega drugega poslavim med nas. Ja, kaj veš? Pota narave so svoje, ko išme že da je. Pa kar drugih problemov. Božiček, ja. Božiček, a smo ti kaj zraven, da je moja strana tako lepo okrašena? Pa vrt viharni, kako je lep, pa sem rekel na dolgo, da še malo kranclat postavil se pa že. Ja, pa, vsi se boje naučil, uspeh začel. Imam dobro, željo, zdravje in veselje, pa da bomo delati, kako se zagre. Hvala. Majhane, nimam dobenega filfoja, ne bomo se sam mati. Uroš, Božičko malo pomagaj. Za nam se napačno. A veš, Jelenčki in Zorek, da boš mi biti pa ti ne drugom. Zdaj pa naši babici. Naša babica, ja to povem.